Pozdravljeni v Alpine Adventures YouTube kanalu. Danes vam bom povedal par stvari o potovanju na Sicilijo, na katerega sva šla z mojo punco Nušo v oktobru v prejšnjem letu. Ta trip smo hoteli že kar nekaj časa narediti, potem smo se končno odločili kljub COVID restrikcijam in smo se odločili, da gremo in smo šli. Letalske karte so bile absurdno poceni, tako da smo rekli, samo greš. Kar je bilo posebno od tega leta je bilo, da je bil to Nušin prvi let v življenju, tako da je bilo še vse skupaj malo bolj začinjeno, zanimivo, ampak je šlo skozi brez večjih težav. Po pristanku smo vzeli še naš rentakar in nato smo šli do centra, kjer smo imeli rezerviran B&B za to noč. To je bilo to za prvi dan, naslednji dan se je zares začelo naše potovanje. Zbudili smo se okrog 8 zjutraj in pojeli tipičen italijanski zajtrk, brioš in cappuccino, torej rogljiček in cappuccino. Potem smo se odločili, da gremo najprej pogledati center mesta. Torej zapeljali smo se do centra, tam je en lep parking tik zraven obzidja, ki stane tudi zelo malo, mislim, da je pol evra na uro, nekaj takšnega. Tam smo parkirali, pustili avto in tik zraven tega obzidja se že začne tržnica, ki je tako razpotegnjena čez par ulic in trgov. Na tržnici vidiš praktično vsega in svašta. Od zelenjave do rib, do morskih sadežev, do mesa svežega, sušenega, ni da ni. Je precej hektično, kot si lahko zamislite, dosti je kričanja, prodajalci kričijo, prodajajo. In če se sprašujete, zakaj vsi nosijo maske zunaj, bili smo v obdobju, ko so bile še vedno maske obvezne zunaj in v Italiji so se vsi ljudje precej strogo držali COVID pravil, tako da smo tudi mi dva nosila maske skoraj vedno, nismo hoteli riskirati, da dobimo kakšno kazen od policije, tako da so bile pa še vedno obvezne maske takrat, ja. Potem čisto zraven tržnice je glavni trg z katedralo Svete Agate. Glavni trg je tako srednje velik, bi rekel, sama cerkev je zanimiva za pogledati, notri so ene odprte grobnice z mumijami, ki si jih lahko ogledaš, tako da smo naredili hiter tur skozi cerkev. Še ena zanimiva stvar na glavnem trgu je kip slona, ki mislim, da ima neki veze z Sicilijo in njihovim trgovanjem z Afričani, ker za Sicilijo seveda so imeli dosti trgovanja z Afriko, ne? In so bili, imajo bogato zgodovino, so bili pod Grki, so bili pod Rimljani, so bili pod Kartažani. No, iz glavnega trga smo šli naprej po glavni ulici, ki se kliče Via Etnea, kar pomeni ulica Etne po slovensko, smerna proti severu in na koncu gor vidiš Etno, kako lepo bdi nad celim mestom, tako da zanimiva stvar za videti. Malo naprej po glavni ulici smo videli zanimiv rimski amfiteater, ki je v bistvu samo delno odkopan, zaradi tega, ker je vse obdan s hišami. Odkopali so ga samo en delček in je kar precej nižje pod levelom glavne ulice, tako da zanimivo za videti, ampak je precej hektično vse okoli njega, dosti avtov, dosti ljudi, promet. Že če si tam na glavni ulici, si na hitro pogledaš in greš naprej. Potem smo se ustavili v enem barčku, smo si naročili vsaken canolo. Canolo je taka neka roladica, tradicionalna sicilijanska, napolnjena s kremo. Je bilo kar dobro, čeprav za moj okus je malo presladko, bi rekel jaz, ampak če imate radi sladko, vam bo definitivno ful všeč. No, potem smo šli čez cesto v en lep parkec, ki smo ga videli tam. Bilo je dosti rož, tako da smo se malo poslikali, naredili smo en hiter sprehod, so bili lepi mozaiki po tleh. To smo si na hitro pogledali, potem smo se pa vrnili nazaj na glavno ulico in nazaj na glavni trg. Na glavnem trgu smo se odločili, da bomo probali še eno tradicionalno stvar, in sicer arancine. To je tradicionalna sicilijanska jed, ki izgleda kot ena kepa riža, panirana in ocvrta. Zdaj notri v tem rižu pa lahko dobiš več nadevov. Mi smo vzeli enega z ragujem, mozzarello in paradižnikovo omako. Potem smo nadaljevali našo pot proti naslednjemu mestu, torej Sirakuza, ki je mesto južno od Catanie, cirka 1 uro vožnje oddaljeno. Ceste po Siciliji so, tako bi rekel, na momente so malo zaraščene, na momente so polne lukenj, na momente so ozke, ampak če se malo znajdeš in malo popaziš, ni problema voziti. Samo je treba pač biti pazljiv, da ne padeš kakšno luknjo vmes, ampak saj pri nas je podobno, tako da je treba malo popaziti, pa je vse v redu. V Sirakuzi smo se na hitro check-inali v hotelu in potem smo šli še na en sprehod v center Sirakuze, da si pogledamo še malo to mesto. Center Sirakuze je v bistvu otok in se kliče Isola di Ortigia oziroma otok Ortigia, ki je v bistvu cel poseljen z starinskimi hišami in vodnjaki in trgi in fontanami. Mestna hiša je zelo lepa, pred njo je lep velik trg. Smo si pogledali to, smo naredili par slik. Potem smo si pogledali še glavno znamenitost tega otoka, ki se kliče Fontana Aretusa. To je v bistvu izvir sladke vode sredi otoka.
ki je seveda danes obzidan in tudi rastejo rastline ven iz njega, ampak je tako arhitekturno precej lep in zanimiv za pogledati. Ko smo to pogledali, smo šli še do morja, ki je 20 metrov proč praktično, smo šli preveriti temperaturo. Meni se je zdela kar okej, Nuša se ni glih strinjala najbolj, ampak smo vseeno malo si noge ohladili v morju, ki je imelo po mojem še kar tam nekje na 20 stopinj, kljub temu, da smo bili že skoraj konec oktobra, ne. Potem smo se ustavili na večerici, pojela smo vsake eno pico, nismo bila niti dosti lačna, smo rekli, da pojemo samo nekaj na hitro, vzeli smo vsake eno pico in to je bilo to za prvi dan. Drugi dan se je ponovno začel s tipičnim italijanskim zajtrkom, torej brioche in cappuccino, ne moreš hvaliti, odlično. Dol na Siciliji imajo izredno dobre brioche s pistacijevo kremo, ki je lokalna. Potem smo si v hotelu, kjer smo spali, smo si sposodili 2 bicikla in smo šli pogledati eno biciklistično traso, ki poteka od Sirakuze do Targe oziroma Targije. To je eno mestece malo proti severu od Sirakuze. Je 5 kilometrov vsako smer, tako da ni predolga ta pot. Ti porabi, ne vem, od 1 do 2 urice, odvisno koliko se vmes ustavljaš za delati slike in vidite, ne, ampak je, bom rekel, zelo slikovito. Najbolj zanimiva stvar so stari stebri od elektrike, ki so še vedno zraven te poti, tako da imaš feeling res, kot da se voziš po eni stari železnici. Ves čas se pa voziš tako ob obali, torej ob morski obali, so lepi razgledi na morje, so vmes pečine, so vmes plaže, tako da je dosti točk, kjer se lahko ustaviš in narediš kakšno lepo sliko ali pa video, ne. Tudi ta pot ni težka za pedaliranje, ker je to včasih bila železnica, tako da vzponi in padci so zelo blagi. Vreme ta dan je bilo skoraj perfektno, bilo je 22 stopinj, nič vetra, sonce, tako da je bilo fenomenalno vreme za vsakršnjo zunanjo aktivnost. Na trasi smo porabili malo manj kot 2 urice in nam je bilo ful všeč, tako da bi priporočali vsakemu, da si gre to pogledati, ker je res lepo. Po tem izletu nismo bili nič kaj preveč utrujeni, bila je ura okoli 12, tako da smo se odločili, da gremo še v center mesta, kar direktno. Šli smo pogledati kar zanimivo cerkev, ki jo imajo v Sirakuzi, in sicer je taka trikotna cerkev. Potem smo ratali še kar lačni, tako da smo se odločili, da bomo šli pogledati eno zadevo, ki mi je eden moj prijatelj povedal, da jo moram iti pogledati, in sicer Paninoteco Borderi. To je majhen lokalček, kjer delajo sendviče. Je precej znan med Italijani. Zakaj? Zato, ker delajo sendviče samo iz lokalnih produktov. Imajo nešteto lokalnih proizvodov, sire, mesne izdelke, zelenjavo, omake, začimbe, poln pult samih lokalnih proizvodov. Ko ti dela sendvič, ti prav govori, kateri proizvod prihaja iz kje in kaj so njegove značilnosti. In v en sendvič dajo ogromno sestavin, skoraj 10 sestavin v en sendvič, tako da sendviči so precej veliki in izredno okusni, tako da bi priporočil, da greste probati. Nuša, Nuša, čau, Nuša, čau, 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 čau. No, po temu ekstra dobremu snacku, bomo rekli, oziroma malici, smo se odločili, da gremo pogledati Neapolis arheološki park. To je praktično eno veliko ograjeno območje z arheološkimi znamenitostmi. Vstopnina je bila 15 evrov na osebo, torej ne najbolj poceni, ampak dobro. Najbolj znamenite reči v tem parku so Dionizovo uho, ki je v bistvu približno na 40 metrov visoka jama. Naj bi bila umetno narejena, sicer ne moreš si predstavljati, kako so v antiki kaj takega naredili, brez orodja oziroma ne vem. In notri ful zanimivo odmeva, tako da ko priješ notri, vsi turisti tam kričijo in poslušajo odmeve. Je tako malo zmedeno tam notri, ne moreš biti dosti časa notri, ampak je zanimivo za videti. Potem čisto zraven je grški teater, torej tako veliko polkrožno gledališče za časa starih Grkov. Tudi zelo zanimivo za videti, čeprav je v bistvu ruševina, ampak ne vem, gledaš tisto in si zamišljaš, kako lepo je moglo biti včasih, 2000 let nazaj. Videli smo tudi rimski amfiteater, ki pa nažalost ni tako dobro ohranjen, je porušen, ampak so vidne pač nekatere strukture in se lahko sprehodiš med njimi. V Neapolisu smo porabili približno 2 ure, plus minus, ampak je bilo, bi rekel, se je splačalo to pogledati, ker je bilo res lepo. Iz Neapolisa smo se potem odločili, da gremo nekaj pojesti za večerjo, ker je bil že skoraj večer. Šli smo v restaurant La Pentea, probali smo pa lokalne testenine. Skoraj vse, kar greš jesti na Siciliji, skoraj da ne moreš hvaliti, ker imajo tako dobro lokalno hrano in tako dobre sestavine, da level kvalitete hrane na Siciliji je res something else, ko bi rekel, pač
res, na višjemu nivoju so res. Tretji dan se je začel na cesti, odločili smo se, da bomo šli pogledat jugovzhodni del Sicilije in tista srednjeveška mesteca. Najlepše med njimi je Raguza, tam smo tudi največ časa porabili, od Sirakuze do tam je bilo 1-2 ure vožnje. Ko prideš do mesteca samega, je ful zanimivo, ker je tako na gričku in se vidi iz vseh smeri in so lepi razgledi, tako da že ko prideš do njega je ful zanimivo. Smo se parkirali, smo šli narediti en lep sprehod čez mesto. Mesto ima ful lepih razglednih točk, tako da smo se dosti ustavljali, delali lepe slike, posnetke. Mesto je bilo skoraj prazno, nismo videli skoraj nobenega turista, kar je bilo nam ful čudno, ampak izgleda, da je to bilo zaradi COVID restrikcij, manj turistov, izven sezone, vse skupaj je prispevalo k temu, da je mesto bilo praktično prazno. Nam je bilo pa všeč, ker mu je dalo bolj tak originalen feeling s tem. Potem, ko smo si ogledali mestece, smo se odločili, da bomo šli še do plaže, ki je tako 20 minut vožnje ven iz Raguze proti jugu. Dol na južni obali Sicilije je ogromno peščenih plaž, eno smo se izbrali, smo parkirali avto in smo šli malo na plažo. Tam smo 1 urco malo počivali, potem smo malo pomalcali, potem smo malo hodili gor in dol po plaži, malo snemali, malo delali slike. Potem sem se odločil, da sem vrgel v morje, sem postavil osebni rekord, ki sem se prvič v življenju kopal skoraj novembra meseca. Sicer morje ni bilo mrzlo, je imelo tako po moje nekje 18-19 stopinj. Ampak je bilo pa ful lepo, ne. Je bila taka lepa svetloba, lepa plaža, tako da smo potem še kar nekaj časa čilirali na tej plaži in uživali. Potem smo se pa odločili, da počasi krenemo proti severu. Naš naslednji cilj je bila Etna, tako da smo si našli eno prenočišče ob vznožju Etne. Evo, in končno je prišel na vrsto 4. dan, to je bil dan, ko smo imeli planiran izlet na Etno. Ta dan sem komaj čakal že cel teden, ker gledati kulturne, arheološke znamenitosti je bilo fajn, ampak jaz nisem bil še nikoli prej v življenju na vulkanu, tako da sem komaj čakal, da grem na Etno prvič v življenju na neko vulkansko območje. Že zjutraj, ko smo vstali, smo videli Etno lepo iz balkona, torej pogled iz balkona je bil direktno na Etno, iz katere se je kadilo kar precej pepela, tako da smo rekli, super, bomo videli gor še mini izbruh. Potem smo se počasi odpravili in štartali proti Etni okoli 9 zjutraj. Cesta gor proti Etni je zelo ovinkasta, dosti serpentin, dosti kolesarjev, dosti prometa, tako da treba kar paziti po cesti proti gor. Vožnja gor do parkirišča traja nekje pol ure, bi rekel jaz, je pa zelo lepa panoramska, vmes ima ful lepe razglede, tudi tega med drugim smo se ustavili, smo šli malo posnet. Dan je bil perfekten, videlo se je 30 km v daljavo, videla se je obala, videlo se je vse živo, tako da je bilo fenomenalno, res, razgledi so bili fenomenalni. Parkirali smo na parkirišču na vrhu ceste pri kraterjih Silvestri, više se niti z avtom ne da priti, moraš vzeti njihove prevoze, torej moraš iti najprej na gondolo in potem še z njihovimi organiziranimi prevozi do najvišje točke, do kjer je še dovoljeno iti. Je pa nažalost zelo drago, stane 65 € na osebo, gondola plus prevoz z avtom, tako da če bi prej vedeli, da se da priti peš enostavno gor, bi šli peš, ampak nismo vedeli in smo kupili karte, tako da smo šli gor z gondolo in z džipom do izhodišča. Etna v tisti čas ni bila v izbruhu, tako da ni bilo nekaj ekstra nevarno hoditi. Je pa res, da nikoli ne veš, kdaj bo prišlo do izbruha, ampak je res, da imajo senzorje in se lahko vsaj delno napovejo izbruhe, preden se zgodijo. Tako da noben izbruh ni bil napovedan za tisti dan in potem sva se mi dva nekako odločila, da bova provala iti do vrha tega kraterja najvišjega. V glavnem sta 2 kraterja na vrhu Etne, eden se kliče centralni krater, eden je pa jugovzhodni krater. Tisti jugovzhodni je dosti bolj aktiven in v njemu cel cajt bobni in se iz njega kadi. Tisti centralni je pa isto visok, ampak je, ko bi rekel, ugasnjen, ni bilo v njemu izbruha že ne vem koliko desetletij. Tako da sva šla potem na ta centralni krater. Hoja navzgor je bila zelo utrujajoča, ker je pesek po tleh zelo fin in za vsak korak, ki ga narediš, greš pol koraka, se ti vdre nazaj. Tako da napreduješ zelo težko, ampak kljub vsemu smo v 1,5 ure hoje prišla gor do roba kraterja. Razgledi iz vrha so bili another level, res. Fenomenalni. Videl se je, ima praktično skoraj cel otok, oziroma vsaj cel vzhodni del otoka se je videl. Videla se je Catania, videla se je Taormina,
videla se je cela vzhodna obala, videla se je severna obala, videla so se mesteca na severu otoka, vidljivost je bila čez 100 km sigurno, pač perfekten dan je bil. Edini dan, ko je bila napoved res sonce brez oblačka in smo rekli, ta dan moramo izkoristiti za Etno, obvezno. Tako da razgleda iz vrha Etne ne morem prehvaliti, bilo je fenomenalno. Zelo zanimivo, ker tla na vrhu Etne, na vrhu kraterja so topla, dejansko, kot da bi bilo talno gretje vključeno, po moje tla imajo 40 stopinj, kaj takega. In ozračje ful močno smrdi po žvepljenih plinih. Tudi iz roba kraterja so vse povsod kadi, verjetno pač žveplo, vodikov sulfit. Zelo močno ga je voha, tako da ne moreš se dolgo časa tam zadrževati. Je sicer potka, ki vodi okoli in okoli roba kraterja, lahko bi si vzeli še pol urce in se sprehodili okoli in okoli, ampak nismo videli smisla v temu, ker naš cilj smo praktično že dosegli. Smo bili na vrhu Etne, 3300 metrov visoko, tako da nič smo naredili par fotografij, par videotov in potem smo kar hitro šli nazaj dol. Pot navzdol je bila hitra, kot po tekočem traku, tečeš dol kot po melišču, pesek se vdira in si v 5 minutah praktično smo bila nazaj dol. Sama pokrajina pod Etno je pa ful zanimiva, ker se počutiš, kot da bi bil na Luni. Je sama črna lava, vse povsod, nikjer nobene rastline, ne vidiš nič drugega kot lavo in pač razgled tisti dan, ne. Lava je taka ostra, nazobčana, sicer po potki, kjer hodiš, ni tako hudo, ampak če bi hodil izven potke, bi si raztrgal čevlje, po mojem, v 5 minutah bi bilo vse raztrgano. So kamni oziroma kosi lave so tako ostri in nazobčani. V glavnem potem smo se vrnili v avto, spet smo malo pogledali še tiste kraterčke tam okoli avta, lepe razglede in potem smo se počasi vrnili do našega B&B-ja. Smo bili zelo utrujeni, tako da smo šli direktno spat. 5. dan se je začel precej standardno, tako kot vsak dan prej. Smo pojeli tipičen italijanski zajtrk, brioche in cappuccino. In potem smo imeli v planu iti pogledati lepo mestece, ki se kliče Taormina. Je na vzhodni obali Sicilije, približno 1 uro vožnje od Etne do tam. Prišli smo tja že v dopoldanskih urah. Šli smo na tipičen ogled mesta, parkirali smo avto v parkirni hiši in sprehodili smo se gor do mesta. Mesto je izredno turistično, ampak tudi zelo, zelo lepo. Glavna ulica vodi čez celo mesto, na vsaki strani glavne ulice so vrata oziroma vhod v mesto. Glavni trg z izredno lepim razgledom na morje in na Etno, lepimi kipi, katedralo. Na glavni ulici je dosti trgovin s suvenirji, dosti teh turističnih trgovinc, dosti ponudbe, ko bi rekel, tako najbolj turistično mesto do zdaj, kar smo ga videli, ampak tudi izredno lepo. Razgledi na obalo in na Etno in to so fenomenalni. Zelo tako romantično izgleda, ko bi rekel. V mestu ima pa tudi grški teater, ki ga pa na žalost nismo šli pogledati. Potem smo šli iz centra mesta do plaže, ki je v bistvu zelo blizu. Tam je en majhen otoček, ki se kliče Isola Bella oziroma Lepi otok po slovensko. Tam smo se ulegli na lepo kamnito plažo in smo malo počivali, malo uživali na soncu. Malo igrali karte, šli smo še peš na en mali otoček, do katerega je tako umetno narejen nasip iz kamenja, tako da se da iti peš. Seveda smo naredili dosti slik in lepih posnetkov tudi tam. Preostanek dneva smo porabili praktično za road trip po severnem delu Sicilije, zato ker smo mogli priti do mesteca Milazzo, ki je na severu. Tako da smo se peljali malo čez notranjost, smo pogledali malo vasice in mesta v notranjosti. Niso tako turistično razvite kot tukaj ob obali, bom rekel, ampak še vedno ful zanimivo za videti. Sama Sicilija, notranjost je precej bolj sušna od Slovenije, vegetacija je precej manj, ampak je še vedno tako gorata in lepa, imaš soteske, imaš potoke, imaš kanjone, tako da dosti stvari lepih za videti naravnih, bi rekel. Ekola, že je bil pred nami zadnji 6. dan. Za zadnji dan smo imeli v planu Eolske otoke, bolj specifično otok Vulcano. Vstali smo že ob 6:30 zjutraj, spakirali stvari v avto in šli v pristanišče, od tam vozijo pa hidrogliseri oziroma hitre barke na Eolske otoke. Karta je stala 30 €, sicer povratna na otok Vulcano in nazaj, tako da ni predrago. Malo morske bolezni sicer dobiš na barki, normalno, ampak ni prehudo. Vožnja sama je trajala 45 minut in evo, že smo bili na otoku. Že ko prideš do otoka samega, te takoj preseneti smrad, ker tik zraven pristanišča so že žvepljeni vrelci in ko stopiš iz barke, smrdi po gnilih jajcih za se zmešati. Tako da šok, ko prideš na otok, ampak moram reči, da že v par minutah se adaptiraš oziroma se prilagodiš na vonjave in se jih navadiš nekako. Še s temi maskami, ki smo jih imeli, je bilo precej neprijetno.
No, potem smo šla na otok, in za cilj smo si seveda zadala iti na vrh otoka, torej na krater, otok je seveda vulkanski. Zanimivost glede tega otoka je, da iz tega otoka so dobili ime vulkani po vsem svetu. Zakaj se reče Vulcano? Zato, ker ta otok se kliče Vulcano in ima ognjenik, ne, in iz tega se vsem ognjenikom s tujko reče vulkani. Sicer ognjenik na otoku Vulcano, je v spečem stanju, se ga ne šteje pod ugasle, se ga ne niti šteje pod aktivne. Zadnji izbruh je bil, se mi zdi, okoli 500 let nazaj in znaki aktivnosti so na vrhu vulkanov, to se vidi, se kadi iz tal, so žvepljeni vrelci, tla so topla in tako dalje, tako da neke aktivnosti sigurno še je v vulkanu. V trgovinci smo si na hitro kupili sendviče in vodo, potem smo pa krenili gor proti vulkanu samemu. Do vrha je približno 1 ura 15 hoje. Pot je zelo lepa, je označena, približno 300 metrov višinskih razlike, tako da ni pretežko. Hodi se malo več kot 1 urico in že po 1 uri smo bila z Nušo na vrhu. Spet ima ta krater, okoli in okoli kraterja sprehajalno pot, tokrat smo se odločili, da bomo naredili okoli in okoli. Malo smo sicer sumljivo gledali proti zahodu, ki se je bližala ena ploha, ampak je bila majhna, tako da smo rekli, gremo vseeno. In smo obhodili cel krater okoli in okoli. Dol na dno kraterja nismo šli, ker smo se pač odločili, da ne gremo, ker ni bilo nič kaj ekstra dol za videti. Že na robu samem pa je bilo dosti teh vrelcev. Kadilo se je iz tal, para se kadi ven iz tal, smrdi po žveplju zelo močno, ne moreš stati zraven in dihati, te preveč peče grlo, ni kisika, se ti začne vrteti v glavi, tako da dosti časa ne moreš biti zraven vrelca. Smo si jih pa pobliže ogledala, so prav take razpoke v tleh in skozi te razpoke buhti ven ta para. Definitivno ful zanimivo za videti, te žvepljene fumarole oziroma te zračniki, ki bruhajo ven to paro, so nekaj, kar pri nas v Sloveniji ne moreš videti, tako da zelo zanimivo, še posebej, če nikoli prej nisi tega videl. Gor na vrhu vulkana je bil spet zelo lep razgled, videli so se Eolski otoki, sosednji, videlo se je morje, videla se je Sicilija, zelo lepo je bilo. Vreme ni bilo tako lepo kot tisti dan na Etni, ampak še vedno je bilo fenomenalno. Ko smo prišli dol iz vulkana, smo potem šli pogledati še plažo, ki je tik zraven tega mesteca s pristaniščem. Na plaži so fumarole, torej žvepljeni vrelci, eni so tudi ograjeni, je treba plačati, da greš notri. Midva sva šla sicer na plažo in na plaži je ful zanimivo, ker vidiš tako v morju, kako bruhajo ven tisti žvepljeni plini. So pa narejeni tudi taki bazenčki, seveda ograjeni, lahko greš notri na blatne kopeli, spet vstopnina je ful visoka, je 35 € na osebo, tako da z Nušo nismo šla, ampak zanimivo za videti in voda notri je zelo topla, mislim, da ima okoli 40 stopinj tista voda, tako da vulkanska aktivnost everywhere. No, to je bilo vse za otok Vulcano, čakalo nas je še potovanje nazaj na Sicilijo in na Siciliji potovanje še potem nazaj po avtocesti do letališča, od kjer smo imeli naš let nazaj v Slovenijo. Tako, to je to za naš vlog o Siciliji, se vidimo kdaj drugič v kakšnem naslednjem vlogu. Čau, čau.